spoštovani novinarji, danes sem ob letu Osorej gostila varuha človekovih pravic in sem izjemno vesela, da se redno srečujeva, tudi vmes na neformalnih sestankih, ker me kot nekoga, ki predstavlja vrh zakonodajne veje oblasti in tudi kot pravnico, zanima stanje na področju človekovih pravic v Sloveniji. Varuh me je obvestil, da so letos obravnavali slabih 6000 zadev, od tega je bilo dobrih 3000 pobud. Ugotavljajo še vedno največ kršitev na področju, ki zadeva invalidne osebe. Posebej pa je bilo izpostavljena odzivnost posameznih ministrstev, na katera varuh apelira, pošilja razne pobude in razne poizvedbe. V zvezi z Ministrstvom za zdravje je bilo ugotovljeno, da je komunikacija boljša. Če sem vas prav razumela, je komunikacija boljša. Še zmeraj ugotavljajo manjko pravnih podlag za posege v človekove pravice. Težava, ki pa očitno kar vztraja, pa je pri komunikaciji z Ministrstvom za delo in sedaj tudi z Ministrstvom za solidarno prihodnost. To me žalosti, da ministrstvo ne dojame, da je varuh človekovih pravic zelo pomemben nadzorni organ in na pobude katerega se je treba odzivati promptno, takoj in tudi upoštevati njegova priporočila. Tako da upam, da se bo to izboljšalo čim prej, kajti Ministrstvo za delo in Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki tudi očitno še nimata popolnoma razmejenih pristojnosti. Če sem vas prav razumela, tudi tukaj prihaja do raznih izgovorov, katero ministrstvo je zakaj pristojno. Upam, da se obe ministrstvi zavedata, da sta v bistvu ministrstvi, ki najbolj ali pa v večji meri kot morda druga ministrstva vplivata na pravice ljudi v tej državi, predvsem socialne pravice, in da izvajata pomembne reforme. Posebej bi recimo omenila osebno asistenco in pa dolgotrajno oskrbo. Menim, da je treba upoštevati priporočila varuha človekovih pravic, predvsem glede posegov v že pridobljene pravice ljudi na obeh podlagah, predvsem na podlagi osebne asistence. Varuh me je tudi obvestil, da je letos podal 83 novih priporočil, ampak očitno se njegova priporočila še ne upoštevajo, tako kot bi se morala, namreč 100 drugih priporočil še vedno ostaja neizvršenih. S tem, ko priporočila varuha niso izvršena, se pokaže odnos vladajočih do pravne države in do institucije varuha človekovih pravic, ki je pomembna nadzorna institucija. Zavedati se moramo, da institut ombudsmana je pravno-civilizacijska pridobitev, da smo ljudje se borili za človekove pravice in da je to tudi institucija, ki izhaja iz tega boja. Tako da to, kar nam pove varuh, je ogledalo naše družbe. In zato pozivam vse pristojne, predvsem pa Ministrstvo za delo in Ministrstvo za solidarno prihodnost, da sta promptni pri svojih odgovorih varuhu in da upoštevata njegova priporočila in da z njim sodelujeta tako, da bodo človekove pravice in temeljne svoboščine naših državljank in državljanov varovane v svojem največjem obsegu. V Državnem zboru se bom vedno zavzemala za dosledno spoštovanje človekovih pravic in za dvig pravne kulture in za dosledno upoštevanje pravne države. Hvala za res dobro sodelovanje in pa naklonjenost temu, kar varuh človekovih pravic Republike Slovenije počne za upoštevanje naših priporočil in pa vašo aktivnost pri tem, da se tudi nenazadnje zakoni spremenijo v to smer, kakor priporočamo. Kot je predsednica že podala številke, bi rad poudaril morda to, da smo ugotovili 187 kršitev človekovih pravic, oziroma drugače 187 primerih smo ugotovili 222 kršitev.
kar pomeni, da so nekaterim ljudem se kršilo več pravic hkrati. Najbolj od organov so najbolj izstopali Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, potem upravne enote s podaljševanjem postopkov z neodzivnostjo, potem Ministrstvo za zdravje, občine in Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in pa Center za socialno delo. To se pravi, to so neposredno tisti, ki kršijo človekove pravice in svoboščine ali pa ovirajo ljudje pri njihovem doseganju. Največ kršitev je bilo ugotovljeno prav kršitvi načela dobrega upravljanja, kar se pravi, da ljudje ne dobijo odgovorov. To je zaskrbljujoče tudi iz naše lastne izkušnje, ko v nekaterih primerih tudi po več mesecev čakamo, da bi nam pristojno ministrstvo odgovorilo, pošiljamo urgence, nazadnje pa res ostane zgolj to, da opozorimo, povemo in morda drugače rekel, zagrozimo s tem, da se bomo obrnili na vas medije, če se to ne bo izboljšalo. Nažalost, tako delovanje države ni v našo prid prebivalk in prebivalcev Slovenije. Mi se bomo še naprej kot inštitucija pa samo osebno trudili k temu, da se to izboljša. Kot je bilo rečeno, imamo 83 novih priporočil, morda se to sliši skromno, vendar več kot 100 še neuresničenih priporočil od leta 2017 naprej so razlog, da smo izbrali res tiste najočitnejša priporočila. Pričakujem jeseni, ko bomo imeli predstavitev varuha in bo tudi odzivno poročilo vlade pripravljeno, da ne bo prišlo zopet do zavračanja naših priporočil, kajti to vidim kot zgolj izogibanje. Ne nazadnje, vsi smo zavezani človekovim pravicam in zgolj govoriti o človekovih pravicah, ne pa tudi nekaj narediti, ni dovolj. Inštitucije, ki na to opozarjamo, nadzorne inštitucije, ne se bo to Računsko sodišče, KPK, informacijski pooblaščenec in varuh človekovih pravic, smo tiste nadzorne inštitucije, ki v demokratični družbi morajo funkcionirati, ki se jih mora upoštevati. Mi nismo tisti, ki bi lahko odpravili kršitve, ampak na njih zgolj opozarjamo. Odnos države pa se kaže tudi v tem, kako upošteva naša priporočila, da jih ne ignorira in ne nazadnje v tem, kako umešča tudi nosilce teh funkcij v plačne razrede ali pa kako s tem pokaže, kako jih ceni. Če so nekateri nosilci pomembnih funkcij, ki opozarjajo na nepravilnosti, uvrščeni v plačni razred nižje od javnih uslužbencev, mislim, da to je jasen pokazatelj, da tukaj nekaj ni v redu. Še enkrat hvala predsednici in se veselim predstavitve tudi v jeseni. Hvala lepa.